Skupina Medle, kot danes imenujemo največje slovenske strokovnjake za proizvodnjo rolet in senčil, ima korenine v letu 1976, ko sta se njena ustanovitelja Alojz in Marta Medle vrnila iz tujine in v manjši garaži v domači hiši v Žabi vasi pri Novem mestu odprla roletarsko delavnico. In tukaj se je pravzaprav takrat pred 40 leti vse skupaj začelo. Poslovno zgodbo sem pričel z izgradnjo družinske hiše, ko sem zelo težko prišel do rolet in uvidel, da v celi Dolenjski in Beli krajini ni nobenega obrtnika s to dejavnostjo. Ideja je bila tu, pridobil sem se vse dokumentacijo, veliko poguma in z delom pričel z 1. januarjem 76. leta v domači hiši oziroma v garaži. V našem podjetju sem redno zaposlena od leta 1979, ko je mož potreboval zanesljivega, dobrega sodelavca za komercialna in knjigovodska dela. Od začetka oče to še na roke z ročno žagal rolete in najprej jaz, potem tudi Robi se pridružil, smo to sestavljali, vrtali, pripravljali roletke. Glavno ni bilo nobenega denarja, če ga nismo zaslužili. Ne moram reči, da sem bil kdaj brez denarja, ampak smo se pa res dejansko zaslužili. Težko je bilo za začetku, ker pač sem sam bil, potem čez 15 dni sem zaposlil že drugega delavca, čez 3 tedne smo imeli čez 3 mesece smo imeli že 7. Prišel sem v delavski oblek na razgovor in rekel, drug dan prideš ob 8 kar na šiht. Pa sem šel na šiht. Pa sem rekel, mogoče pa vi rabite kakšnega delavca. Prav, kaj sem poklical? Sem rekel, strojni ključavničar. Strojni ključavničar. Rekel, jutri pridite na šiht. Jutri zjutraj ob 6, ko začneš. Nismo hoteli šparati. Povedali smo imeli samo 2 izbire. Pej se učiti ali pa delati. Ja, senčil ali pa delati. Še tega ni bilo dovolj, zdaj pa še vinograd. Lojz je bil dober šef. Strog, je zupil, je znoril, čez 5 minut se že s teboj normalno menil. Naš prvi kupec je bila gostilna na Dvoru. Delali smo jim rolete, sicer je pa mož, on je znal prepričati ljudi, da so se odločili, znal jim je priti nasproti, saj če nimate, boste po 2-3 obrokih dali. Tako da dostikrat so mi stranke rekle, saj nisem mislil, ampak ko je on prišel, me je pa čist prepričal. Začela sta skromno, delala pa predano in z mislijo na boljše čase. Kjer sta le mogla, sta pomagala. V Jugorju in Gabarju sta bila med tistimi, ki so ogromno prispevali k asfaltiranju cest, gradnji gasilskega in kulturnega doma, ustanovitvi športnega društva in delovanju novomeškega jamarskega kluba. Ko sem jaz prišel v njihovo firmo, sem je bila velik pozornik gospod Lojza in gospa Marta. Ko sta takrat začela, ona dva sta bila že uspešna podjetnika, mi smo bili pa še tako, smo se malo dobili in iskali svoj prostor pod soncem. Občudoval sem jih, njihovo razgledanost, njihovo znanje, njihovo širok pogled na svet, njihovo spoštovanje do ljudi. Mi smo skozi govorili Lojz, mi smo bili v bistvu družinska sfera, skoraj bi rekel, mi smo bili domači, mi smo se počutili domače. In pri njemu, skozi smo se trudili, da bomo mu ustregali, da bo zadovoljen, ko pridemo nazaj. In mi, ko smo prišli, ne glede na uro ali zvečer ali bilo kdaj nazaj, mi smo bili zadovoljni sami, da je bil posel narejen, da smo speljali do konca, sploh pa on. Glede sinov je bilo pa tako. Gorazda je bilo treba malo zmeraj potiskati, Robija pa nazaj vleči. Mislim, da je bilo treba naš gata bolj nazaj vleči. On je imel bolj nore ideje, ker jaz še zmeraj mislim, da moje ideje so bile zmeraj tako bolj realne, pa bolj take, on ima pa zmeraj nore. Danes bomo pa lopate začeli delati, evo, prijeti domov. Drugič je prišel ogledala za za kampriko. Naslednjič je prišel domov, bomo delali profile za fasado. To so bile take čisto nore ideje, nobene veze z senčila, ampak vse smo delali, vse smo začeli, ker je pač vse In speljali, dobro. Ja, sin in ščerka sta delala oba prvi letev.
Tako da sem bila med praksami, sem po tem, kaj počitnicam sem služila, zase sem imela za zvezke, malo za oblečmo, tako da. Pa lej, možnost je bila in hvala Bogu, vse se čisto vsem otrokom, se pravi vseh zaposlenih, kjer je prosil, vse se vzeli noter v službo, čisto vse. In tu je še naprej, ne. Še zdaj so otroci od zaposlenih prek študenta, ne, zaposlen. Imajo neko prednost in seveda je treba pomagati. Tako je. Kar se tega tiče, res družinskega zadeva so bilo res lepo urejeno in moram reči dosledno. Takih podjetij je zelo malo, ne samo kar se tiče v okolici Novega mesta ali pa v samem Novem mestu in pa tudi drugod. Mislim, da to je družina, ki prisluhne. Naj bo to v organizacijah, kjer so nujno potrebni pomoči in pa tudi v športnih prireditvah. Vrednota je v tem, ne da imaš ti kup denarja, pa sediš na njem. To za nas ni bila nikoli ta osnovna vrednota, osnovni cilj. Če imaš, deli tudi z drugim. Veliko lepše je živeti z zadovoljnimi ljudmi okrog sebe, da jim lahko nekaj nudiš, da jim lahko nekaj pomagaš. Seznam podvigov in dobrih del, ki jih brez pomoči Medletovih ne bi bilo, je dolg. Posebno mesto na njem ima razvoj Jugorja in Gaberja, od koder prihajata Marta in Alojz Medle. Še danes pa je sponzorska dejavnost skupine Medle zelo aktivna in usmerjena na različna področja. Bogat si ne toliko, kar imaš, ampak kar daš. Je pa seveda lepše, da je to domače okolje, ne, kot pa nekam drugam. Ne. V bistvu je bila gospa Marta Medle v 2 mandatih tudi naša podpredsednica in aktivna članica prostovoljka v krajevni organizaciji Žabja vas. Moram reči, da sem velikokrat aktivno sodelovala pri pridobivanju še ostalih izvajalcev, pregovarjanju ostalih obrtnikov, da so vstopili v projekt in pomagali. In moram reči, da so mi zaupali. Ne samo sredstev in denarja in materijala in vsega tistega, kar v bistvu dela njihovo podjetje, podarja, ampak tudi zelo, zelo veliko svojega časa. Časa predvsem zato, da motivira druge ljudi, da so aktivni, da aktivno pristopajo k svojim problemom in da so aktivni zato, ker so skupaj z njo. Mi smo v letu 2010 obnavljali naše garderobe. So bile stare, obup je bil not. Odločili smo se, da jih bomo obnovili in oni so se temu odzvali, tega so bili veseli in oni so bili sponzorji naših oken. Jaz sem v bistvu z njimi vzpostavil kontakt. Bil sem v nekem obdobju, ko sem se odločil za vrhunski šport in enostavno v vrhunskem športu so enostavno povezani tudi bistveno višji stroški in sem iskal podjetje, ki bi mi bila pripravljena podpreti na svoji poti. Njim sem pravzaprav predstavil svoj program, svoje dosedanje rezultate in jih v bistvu s tem tudi prepričal. Sredi 90-ih je Alojz Medle del proizvodnega programa odstopil starejšemu sinu Gorazdu. S tem se je začel nekajletni proces prenosa upravljanja podjetja na drugo generacijo Medletovih. V istem obdobju je podjetje doživelo še eno razvojno prelomnico, in sicer veliko prostorsko širitev. Najprej v Drgančevje, zatem pa na sedanjo lokacijo v obrtno-podjetniški coni Cikava pri Novem mestu. Bodi pošten, pridno delaj in spoštuj stranke. Stranke imajo vedno prav. In če ne spoštuješ, mora tudi uspeh samo od sebe priti. Kako je v bistvu tako ob strani gledati na ta uspeh, ki ste ga dosegli vi in ga sedaj nadaljuje vaš naslednji rod? Zelo veselo je to gledati, ne? Ker so zelo ambiciozni, pogumni fantje, radi se z menoj še posvetujejo za vse in mislim, da ne bo tako hitro tole še naša obrt propala, da bo še vedno rastla. Nikoli nismo bili v paci, vedno smo bili samo v rastu. Začeli smo res zelo na majhno, tako da sem še na 2-3 leta še zaposlen pri očetu, da sem lahko družino vzdrževal. Potem se je pa počasi to razširilo in smo zmeraj bolj ločeni bili, ampak smo nastopili na trgu pod isto blagovno znamko. V bistvu smo zajeli cel program še z mojim programom. Pač to, ko podjetje mora rasti, dokler ko podjetje več ne raste, konc ne more se na neki točki se ne moreš ustaviti. Mogoče bistveno bolj zadržujem to rast, kot pa robi in res vsa čast mu.
da v tem okolju, da uspe toliko ljudi zaposliti, tako razvijati podjetje s takim programom, ki konec koncev mi imamo v Sloveniji, že v Sloveniji ogromno konkurence, zato smo tudi obarjeni na tuje trge. In da v tako majhni Sloveniji s tako majhnim trgom pa z delnim izvozom uspe tako povečevati rast s podjetjem, je res super. No, takrat smo vse skupaj še bolj tako na humor imali, ne? Smo se hecali, boš ti moj direktor, pa to, ne? V bistvu to je bilo hec, ne? Da bi kdo resno to pomislil, takrat nismo razmišljali o tem, če sem čisto iskrena, ne? Pogovarjali smo se kot brat, sestra s bratom, ne? Čisto na tak način je bilo to, ne? Stvari so se res spremenile, kar se same organizacije tiče, ker enostavno nas je tukaj in vse je na svojem mestu, kar mora biti, ker drugače ne bi stvari funkcionirale, ne bi šlo. Jaz pa pri njemu občudujem, da si zna več časa vzeti zase, enostavno zna on prekiniti, pa iti zase, kaj narediti, kakšno jadranje odpeljati, pa kaj tazga, tudi kaj gužva. Jaz tega pa enostavno ne zmorem, pa bi moral, ker enostavno včasih sem prekurjen, pa bi bilo bož, da pustil pa nekam šel, ampak njemu pa rad. Je pa to bož za ribe, da imaš manj časa. Ja. Robi se je priključil nam, ampak je tudi, da je on lahko svoje ambicije dobro realiziral, se je bilo treba počasi umakniti, se to čutaš. Tako da sem malo to zasledoval in gledal in sem videl, kako dost uspešno postavljal tam. Zato sem se tudi sam odločil, da svoje podjetje prenesem na sina, ker ne, ipak smo v Šentjerneju in jaz sem zmeraj zagovarjal, da samo en Peter ni lahko na dvorišču. Robi že skozi podjetje, recimo, ne. Dokler je bil šef, je bilo to bolj, rečemo, urejeno nekako bolj po domače, no. Ti pa šel, ti je kaj povedal, recimo, zdaj to je bolj preko po nekem sistemu, ta novo dobro računalniška, recimo, nekako komuniciramo. Za nas je kar velik izziv, ker posebej Robert ima organizacijo, ki je prilagajal rasti. Je spreminjal organizacije, ponavadi prije to, da prije z dopustama ideje, kako bi kaj spremenil in pokliče po telefonu, popoldan, ponavadi petkih popoldan, podebatirava pol ure, pol mi napiše na mail, pa se sličejo čez par dni, poiščejo rešitev in ker sem zelo zanimiv delati, ker je za nas tudi v bistvu se z njem učimo, iščemo rešitve. Poslujemo na trgih bivše Jugoslavije, se pravi od Makedonije, Kosovo, Srbija, Bosna, Hrvaška, največji del je še seveda Slovenija, potem pa zelo veliko tudi na germanskem področju Evrope, se pravi Avstrija, Nemčija, Švica. Skušamo se prebijati tudi v Španijo, Italijo z nekimi manjšimi posli, to so seveda začetki. Roletarstvo Medla je puno i dalje nego mi. I što se tiče inovacija, rada i svega toga, kako da kažem to, mi njih pokušavamo samo pratiti u njihovim proizvodima i naravno sa strankama u Hrvatskoj da održimo kvalitetu koju drži Roletarstvo Medla. Gre za podjetje, ki je zelo zanesljiv poslovni partner, ki se vedno drži sklenjenih dogovorov, ki sproti in v sodelovanju z nami rešuje izzive, ki nastanejo v procesu investicije. Je pa tudi podjetje, ki se ves čas razvija in ima svojo vizijo in skrbi za zadovoljstvo svojih naročnikov in dobaviteljev. Izziv? Ja, razen če damo plus. Ja, po nekim novem. Če damo plus. V revozu enolično. Trak. Je pa nek izziv. Prej sem recimo začel na montaži delati, vsaka stranka nov izziv. Vsaka hiša, drugačna hiša. Jaz sem vem, da je prišel domov, je rekel, ti jutri greš v službo. Kakšno službo? Presenečena sem mene. Bih konc porodniške sem imela, službi sem tako in tako iskala. In pa sem šla, prvo, ker sem prišla, sem, ti bom je znala delati. Bo rekel, bož. Tudi, ko je kriza prišla, recimo 2008, ko je ta recesija bila,
enostavno, v trenutku se je zmanjšalo pasov, čist palo vse, ampak mi smo se prešteli, smo rekli, se smo mejna firma, za tako mejno firmo, ko smo mi, se mora delo najdeti. In smo šli v tujino, so šli fanti okrog, trajalo pol leta, res da smo zmanjšali število zaposlenih za 10%, ampak konc leta smo imeli 5% večji promet kot leto prej, pa z 10 zaposlenimi manj. Enostavno smo si, tisti, ki smo ostali, smo si zadali cilje, treba iti, moramo, mejni smo. Danes je definitivno ključno poslušati trg, kupce. Ni potreba po recimo nekem raziskovanju, kaj narediti, kako narediti. Enostavno je cenejša metoda poslušati, kaj ti govorijo kupci. Dajmo tekmovati sami za sabo, da smo vedno boljši. Ja, medle je imidž, ne. Medle je imidž. Tudi mi, ki delamo za njega, recimo, ne, ja, delamo to s ponosom, ne. Nam to nekaj pomeni, ne. Tako da kaj ne še povem. Da bodo fantje zdravo delali, tako kot da zdaj v delavnici dol in da bi bil navdušen nad tem zlogom, ne. Tamo zdaj 110 zaposlenih, tamo cirka 30 zaposlenih, in tako da bi še veljalo. Ko vidiš, kje kamionaš, ko se dela, pa kakšno reklamo Madoniš, se konc koncev v tem okolju nekaj pa smo naredili, da smo prepoznavni, da nisem sicer napisal knjige, nisem še marsikaj naredil, ko si ljudje zastavijo za celo življenje, ampak nek zapis smo pa vsak veliko ustvarili. Mene gledate. Ko vidim ta medle, seveda mi se strinjajo, sigurno sem pač ponosen tudi malo na se, pa na vse nas, da smo to uspeli do nekega nivoja sprotne. Zdaj, ko ste me pa glih izvala, kaj vidim medle, ne, tle zdaj vidim en malo tak zastarel logotip, ki ga je treba malo frišati. To še ne smeš povedati. Se ne vem, kaj pride. Res ne vemo, kaj še pride. Kaj vse bo še v prihodnjih desetletjih nosilo podpis medle? A karkoli bo, nam bo v ponos, ker bo narejeno dobro. In bo v sebi nosilo obljubo, ki sta si jo pred 40 leti dala Marta in Alojz, da mora biti njuno podjetje vselej korak pred ostalimi. Zato ni dovolj samo biti hiter v odločitvah in vizionarski v idejah. Biti moraš zvest sebi in ljudem, ki ti zaupajo. Znati moraš v odločitve zajeti njihova življenja in načrte risati zlagoma, da ostajajo za njimi zdrave sledi in močne vezi.